Več glav, več ve. Dobrodošli v drugi epizodi našega podcasta Več glav, več ve. Spet sva danes z vami Lana in Maja. Danes se bova v osrednjem pogovoru posvetili aktualni temi, uravnavanju lakote in apetita ter zdravilom, ki vplivajo na te procese in predstavljajo ali pa vsaj obetajo preboj v zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2, debelosti in tudi drugih bolezni in motenj v delovanju živčevja in celotnega organizma. V povezavi s to osrednjo temo bova v nevropojmovniku predstavili novo opredelitev debelosti, v možganovicah pa bomo zaradi obilice dogodkov v marcu predstavili, kaj nas zanimivega čaka v tem mesecu, ki prihaja. Začnimo kar z možganovicami. V tretjem tednu marca obeležujemo Mednarodni teden možganov. To je prireditev, ki so jo na pobudo Ameriške zveze za možgane Dana privzele mnoge države in nevroznanstvena društva po svetu, med njimi tudi Sinapsa, ki je prvi teden možganov organizirala že dolgo časa nazaj, leta 2004. Večina Slovenije pozna Sinapso prav po tednu možganov, ki spravi možgane v središče javne pozornosti v številnih slovenskih krajih. Šolski otroci lahko sodelujejo v spletnem natečaju za ustvarjalne izdelke, povezane z možgani. Obiskovalci vseh mladosti se udeležijo predavanj, delavnic in okroglih miz na temo možganov ali pa si ogledajo izbrane filme, ki jih strokovnjaki pospremijo s komentarji o upodobljenih motnjah v delovanju možganov. Mediji v tem času ponavadi poročajo, kaj je novega v nevroznanosti, in pod okriljem Sinapse je Slovenija razvila svojstven program tedna možganov, ki ga je Zveza evropskih nevroznanstvenih društev, FENS, dala za zgled drugim že daljnega leta 2008. V želji, da izvemo, kako bo videti letošnji program, sva pred mikrofon povabili Dominika Milotiča iz organizacijske ekipe tedna možganov in ga prosili za kratek pogovor. Dominik, živjo. Teden možganov 25 ima zanimivo rdečo nit, ki nekoliko odstopa od predhodnih let. Niste si izbrali neke določene funkcije možganov, kot je na primer bila bolečina pred leti, ali pa nekega kompleksnega vedenja, kot je na primer bila lanskoletna zgodba o spolni privlačnosti in ljubezni. Kako ste zastavili letos? Kakšna je rdeča nit tedna možganov 2025? Ja, tako je. Letos smo teden možganov zastavili nekoliko bolj konceptualno. Odločili smo se, da bomo obravnavali eno temo, ki zajema nekoliko zelo veliko področje, ampak hkrati vseeno predstavlja neko diskretno lastnost možganov in se nam je zdelo pomembno, da jo izpostavimo kot nekako ne zgolj del nečesa, ampak kot samostojno temo. In ta tema se bo v osnovi ukvarjala z razvojem človeka, z razvojem človeških možganov, kar seveda na nek način zajema skoraj da vse, kar nevroznanost počne, na nek način. Ampak mi se bomo osredotočili ožje na samo neko dinamiko, se pravi na to, kaj pomeni za človeka, za človeške možgane, da se uči, da prehaja iz enega življenjskega obdobja v drugo življenjsko obdobje, da ohranja določene spretnosti, veščine, na koncu v tretjem življenjskem obdobju, da določene veščine tudi izgublja do določene mere, morda pa določene druge lastnosti pridobiva do konca življenja. In se bomo ukvarjali predvsem s tem nekim potekom samega življenja skozi neko nevroznanstveno prizmo. Jajno. Malenkost drugače ste zastavili tudi po obsegu. Kako bo letos videti program, kar zadeva trajanje tedna možganov? Ja, res je. Ponavadi je dogajanje zajemalo celoten teden. Letos smo nekoliko omejili sam obseg. To je šlo predvsem iz vidika neke logistike, ker nas je bilo letos manj vključenih v projekt in se nam je zdelo enostavno smiselno,
da zajamemo manj dni, in sicer samo 3 dni, oziroma v osnovi od 11., to je torek, do 13. v četrtek, potem še ena filmska projekcija bo v petek, ampak v osnovi vsebinsko se bo teden možganov odvijal čez 3 dni. Mislim pa, da zaradi tega sama vsebina absolutno ne bo trpela. Mislim, da smo pripravili zelo kakovosten, čeprav nekoliko bolj skoncentriran program. In smo ga tudi zastavili na način, da bo potekal, da bo pripovedoval neko zgodbo, se pravi, da bomo v torek začeli z bolj zgodnjimi fazami razvoja, se pravi z nekim mogoče neonatalnim razvojem, otroštvom, najstništvom, prehajali skozi sredo in do četrtka, potem skozi odraslost in končali pri nekem tretjem življenjskem obdobju. Še zmeraj bomo pa ohranili tudi naše top teme, ki letos ne bodo, kot so v preteklih letih, zajemali celotnega dneva, v sredo je to bilo ponavadi, ampak bodo vsak dan zraven pripete na program, kjer bodo slovenski nevroznanstveniki predstavili svoje aktualne raziskovalne dosežke, ki morda ne bodo neposredno povezani z našo temo, kot je bilo to ponavadi, ampak bodo pač predstavili to, kar so v aktualnem letu počeli in raziskovali. Odlično. Kako pa je s prizoriščem? Ja, tudi glede tega je ena novost, letos je očitno teden možganov res teden novosti, tako da marsikaj novega uvajamo, marsikaj spreminjamo, tako da tudi letos bomo prvič v bistvu na povsem novi lokaciji, in sicer na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča oziroma URI Soča, se pravi še zmeraj znotraj Ljubljane, še zmeraj na dostopnem območju. Ne bomo pa več morda, kot so nas poznali prej obiskovalci v Atriju oziroma lani v Inštitutu Jožef Štefan, tako da prizorišče je spremenjeno, ampak mislim, da vsi, ki so obiskovali v preteklih letih teden možganov, lahko pričakujejo podobno vzdušje in podobne vsebine. Kaj pa program zunaj Ljubljane? Načrtujete letos tudi dogodke pod okriljem Sinapse v drugih krajih po Sloveniji? Ja, glede tega, letos smo ravno zaradi omejenega števila sodelujočih se odločili, da bomo skoncentrirali program tudi glede tega, tako da uraden program tedna možganov pod okriljem Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost, bo potekal letos samo v Ljubljani. Letos zunaj ne bo uradnih dogodkov, ki bi potekali pod našim pokroviteljstvom, seveda pa je sam teden možganov mednarodni teden, ki obeležuje nevroznanost, tako da nismo seznanjeni, da bi potekali kakšni drugi dogodki, ampak seveda glede na to, da je mednarodna akcija, je možno, da bo zunaj našega okrilja potekalo tudi kaj drugega v drugih delih Slovenije. Upamo pa seveda, da bomo zagnali to našo mrežo in vzpostavili dogodek, ki bo zajemal vse kraje Slovenije. V celoti bo program objavljen na spletišču z urami in prizoriščem. Kdaj približno pričakujete, da boste objavili program tedna možganov? Ja, naslov smo v bistvu ravnokar nekako lansirali prejšnji vikend. Zdaj program je bolj ali manj že sestavljen, samo še določene podrobnosti urejamo. V osnovi smo načrtovali, da bi ga predstavili javnosti nekako konec februarja oziroma prvi teden marca recimo, tako da malo še ohranjamo suspenza, preden bi se potem sam teden začel. In še vprašanje za tiste oziroma iz strani tistih, ki si ne bodo mogli vzeti čas in priti na prizorišče, ali načrtujete morda snemanje programa in pozneje dostopnost videoposnetkov na Sinapsinem kanalu YouTuba? Ja, letos snemanja ne bo, tudi ne bo živo prenosa predavanj, kot je bilo lani, čisto zaradi enostavno tehnične izvedbe tega oziroma zahtevnosti. Mislim, da bomo letos šli predvsem v neposredno izvedbo na lokaciji, ki je relativno bolj dostopna, kot so bile lokacije v središču mesta, tako da mislim, da z javnim prevozom in osebnim prevozom bo bolj dostopna, tako da bo mogoče v živo toliko več ljudi lahko prišlo nas obiskat. Samega potem spremljanja predavanj preko spleta pa letos žal ne bo. Dobro, torej pomeni, da vabimo vse, ki jih zanima program tedna možganov, posvečen razvoju, da se udeležijo dogodkov na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije Soča od 11. do 13. marca in da si za orientacijo glede podrobnosti programa ob koncu februarja, začetku marca preberejo informacije o tem na spletni strani tedenmozganov.si. Hvala, Dominik. Hvala vam. V sredo, sredi tedna možganov, obeležuje Slovenija tudi Nacionalni dan možganov.
To je v veliki meri prav zasluga Sinapse. Prvič zato, ker je pod okriljem društva skupina raziskovalcev leta 2013 objavila članek o stroških motenj v delovanju možganov v Sloveniji, ki je poročal o že takrat vrtoglavih vsotah, ki smo jih leta 2010 namenjali kritju direktnih, pa tudi indirektnih stroškov bolezni možganov. Drugič pa tudi zato, ker smo na podlagi teh spoznanj sprožili kampanjo za možgane in v sodelovanju s Slovenskim svetom za možgane zbrali dovolj podpisov slovenske javnosti, da je Vlada Republike Slovenije maja 2015 sklenila, da sredo v 3. tednu marca proglasi za Slovenski dan možganov. Da, nekateri se spominjamo teh dogodkov, s katerimi smo leta 2016 možgane formalno uvrstili med kranjsko klobaso in kranjsko čebelo po prioritetnem statusu za nacionalno samobitnost. Namreč kranjska čebela in kranjska klobasa sta tedaj že imeli svoj nacionalni dan, še pred možgani. To, kar je vredno izpostaviti, je, da se zdi, da je letos na pomolu vsebinski napredek v prid možganom. Slovenija je namreč pred nekaj tedni pristopila Evropskemu partnerstvu za zdravje možganov, ki naj bi znotraj 7 let od leta 2026 do 2033 izboljšalo izobraževanje in raziskovanje živčevja ter oskrbo oseb z motnjami v delovanju živčevja v državah, ki bodo sodelovale v tem partnerstvu, torej tudi v Sloveniji. V Sinapsi si bomo vsekakor prizadevali za napredek na vseh teh področjih. V sredo, torej letos 12. marca, obeležujemo 10. Slovenski dan možganov, kar bomo naredili s kratko prireditvijo v predavalnici Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo Soča, ki se nahaja na Linhartovi 51 in bomo začeli ob 16. uri. Začeli bomo s kratkim uradnim uvodom, potem pa bo sledil zabavni nevroznanstveni turnir, kjer bomo premierno prikazali naš najnovejši podvig, družabno igro, ki smo jo oblikovali za spodbudo zabavnega učenja o možganih in je neke vrste križanec med igrami Človek ne jezi se, Activity in Quiz. Upamo, da se nam boste pridružili na prizorišču v Soči, če slučajno ne utegnete, pa lahko svoj brezplačni komplet igre in knjižice, na kateri igra temelji, naročite na našem spletišču. Torej na zdravaglavA.si. Nedolgo nazaj, mislim, da je bilo nekje okoli novega leta, me je med čakanjem v lekarni presenetilo bitko mlado dekle, ki je vstopilo in lekarnarja vprašalo, ali lahko kupi Ozempik. Lekarnar jo je pogledal in vprašal, zakaj jo to zanima. Ko pa je oklevala, je dejal, da ga nimajo. Ozempik je tržno ime zdravila z učinkovino semaglutid, ki je namenjeno zdravljenju izbranih bolnikov s sladkorno boleznijo. Na trgu pa ga v zadnjih mesecih zmanjkuje, tudi zaradi neustrezne uporabe za druge namene, kot je denimo estetsko hujšanje. Zato se mi je zdelo imenitno, ko si Lana predlagala, da tole epizodo podcasta posvetimo prav temi povezani z uporabo zdravil, kot je semaglutid. Vem, same dobre ideje imam. Gre namreč res za eno izmed učinkovin, ki veliko obetajo. A je v prid zdravju potrebno razumeti njihove učinke in omejitve in potem takem tudi upoštevati priporočila za varno uporabo. Ker je najpogostejša nenamenska raba zdravila Ozempik povezana s hujšanjem, bova začeli pri povečani telesni masi in debelosti. Nedolgo nazaj je bilo objavljeno poročilo Mednarodne strokovne komisije o novi opredelitvi in razdelitvi debelosti, ki ima posvečava današnji nevropojmovnik. Debelost je bila doslej opredeljena kot kompleksna kronična bolezen in ta opredelitev je temeljila na meri, ki ji rečemo indeks telesne mase,
Predvsem zato, ker gre za zelo priročno mero, namreč izračunamo ga lahko tudi, če imamo na razpolago samo tehtnico in merilni trak. Če indeks telesne mase torej znaša med 25 in 29,9, je šlo po stari opredelitvi že samo na podlagi tega za prekomerno prehranjenost, med 30 in 34,9 za debelost, vrednosti nad 35 pa so bile opredeljene kot ekstremna debelost. Ampak indeks telesne mase ni nujno najboljša mera za opredelitev oziroma za oceno telesne sestave. Zakaj ne? Ker nam nič ne pove o razmerju med telesnim maščevjem in mišičjem in tudi ne kaj dosti o razporeditvi maščevja v telesu. Se pravi, ločimo med tako imenovano visceralno zamaščenostjo, kar pomeni kopičenje maščevja okoli notranjih organov, in podkožno zamaščenostjo, ki pa pač seveda pomeni nabiranje maščevja predvsem v podkožju. Visceralna zamaščenost je slabša, se pravi zdravju bolj škodljiva od podkožne, ker je povezana z izločanjem raznih dejavnikov iz tega maščobnega tkiva, ki lahko vzdržujejo kronično vnetje in večajo tveganje za različne zaplete, na primer srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in marsikaj drugega, kar posredno ali pa neposredno škodi tudi možganom. Ja, kaj torej predlagajo strokovnjaki? V poročilu predlagajo, da se, tudi če se indeks telesne mase še naprej uporablja, da se ga vsaj dopolni z eno ali več merami, drugimi merami za oceno telesne sestave. Najbolj preprosta varianta je merjenje obsega pasu, kar nam da neke vrste grobo oceno visceralne zamaščenosti, kjer se to da, kjer je na voljo dovolj finančnih sredstev, pa tudi z dražjimi in zahtevnejšimi pristopi, na primer dvoenergijsko rentgensko absorpciometrijo ali bioelektrično impedanco. Oboje se sliši zelo učeno, ampak v bistvu gre zgolj za to, da obe metodi izkoriščata razlike v prepustnosti kostnine, maščevja in mišic za rentgenske žarke oziroma šibak električni tok. Ja, glede na opredelitev, ki si jo povzela, se zdi zelo pomemben tudi klinični pregled in dodatne preiskave, ki lahko bolj natančno opredelijo morebitne motnje v delovanju organskih sistemov, ki so povezani z debelostjo. Kako pa izvidi kliničnega pregleda in teh preiskav vplivajo na opredelitev debelosti? Če imamo opravka v ambulanti z posameznikom, ki je torej prekomerno zamaščen, ampak ob tem ne kaže nikakršnih odklonov v delovanju organskih sistemov, ali ne navaja težav s počutjem oziroma sposobnostjo izvajanja vsakodnevnih dejavnosti, po novem tak človek zdaj sodi v kategorijo tako imenovane predklinične debelosti, ki jo opredeljujejo kot dejavnik tveganja za kasnejši razvoj zdravstvenih zapletov. Če pa imamo opravka s posameznikom, kjer so simptomi in znaki okvar organskih sistemov že prisotni in izraženi, pa člani komisije za take ljudi predlagajo uvedbo kategorije klinične debelosti. Ja, slišati je akademsko, ampak pravzaprav iz te opredelitve sledi tudi nekaj konkretnih posledic v obravnavi. Seveda. Uvodoma izpostavljajo, da naj bo obravnava vedno prilagojena posamezniku, se pravi njegovim zmožnostim, njegovemu zdravstvenemu stanju, njegovim ciljem. Če gre za bolnika s predklinično debelostjo, naj bo usmerjena predvsem v zdravo izgubo presežka maščevja z vzdržnimi spremembami življenjskega sloga, po potrebi pa tudi z učinkovinami, o katerih bomo malo več povedali v nadaljevanju te epizode, in v dolgoročno spremljanje. Če imamo bolnika s klinično debelostjo, svetujejo čim hitrejšo uvedbo zdravljenja debelosti glede na klinične smernice, ki naj seveda upošteva tudi pridružene zdravstvene zaplete. Priporočila v bistvu izpostavljajo tudi nujo po javnozdravstvenih ukrepih za preprečevanje debelosti, ki naj temeljijo na znanstvenih spoznanjih in ne na zmotnih prepričanjih, da je debelost preprosto osebnostni primanjkljaj oziroma posledica le tega in s tem krnijo njeno ustrezno in pravočasno obravnavo. V zvezi s tem mala reklama, da znanstvena spoznanja
v prid zdravemu življenjskemu slogu, ki je seveda naravnan tudi tako, da zmanjšuje verjetnost za nastanek debelosti in je tudi v prid zdravju možganov, objavljamo na spletišču Zdrava glava vsak teden in ste toplo vabljeni, da jih preberete kar tam. Dobro, predstavili smo novo definicijo in razdelitev debelosti, zdaj pa k osrednji temi. Ta bo torej namenjena pogovoru o uravnavanju lakote in apetita, sistemu za nagrajevanje v možganih in semaglutidu. Kaj vemo, česa še ne? Uvodoma sva omenili Ozempic, kar je tržno ime enega izmed zdravil za sladkorno bolezen tipa 2, ki ga nekateri uporabljajo tudi nenamensko, kot sredstvo za hujšanje, zaradi česar ga primanjkuje diabetikom. Februar je čas, ko marsikatera novoletna zaobljuba že izpuhti in zato morda koga, ki je odločen, da izgubi nekaj odvečnih kilogramov, zamika poseči po sredstvih, ki vsaj na prvi pogled nudijo lažjo pot do tega cilja. Obenem izsledki številnih raziskav v zadnjem času kažejo, da bi lahko semaglutid, se pravi učinkovina imenovana Ozempic, in tudi sorodne učinkovine prispevale k zdravljenju drugih bolezni, tudi odvisnosti. Zato zdaj nekaj besed o trenutnem razumevanju učinkov semaglutida in njegovih prijemališč v uravnavanju hranjenja in presnove, izhodiščem za njegovo uporabo pri zdravljenju drugih bolezenskih stanj in na koncu tudi temu, zakaj kljub spodbudnim rezultatom raziskav ne gre poseči po semaglutidu in podobnih učinkovinah brez zadržkov. Začniva z razlago. Kaj je semaglutid? Ja, gre za molekulo, ki je po zgradbi sorodna tako imenovanemu glukagonu podobnemu peptidu, se pravi angleško glucagon-like peptide 1, GLP-1, in se zato veže na iste receptorje. GLP-1 se sicer po obroku sprošča iz posebnih celic v steni tankega črevesja in med drugim spodbuja izločanje inzulina iz trebušne slinavke v kri. Inzulin omogoča celicam v mišicah in v maščevju, da privzamejo krvni sladkor oziroma glukozo, ki se je iz prebavljenega obroka absorbirala v kri. Posledica tega je tvorba zalog, ki jih telo lahko uporabi takrat, ko med obroki koncentracija krvnega sladkorja pade, novega obroka pa še ni na vidiku. Ker pri sladkorni bolezni tipa 2 pride do motenj v izločanju inzulina, lahko pa tudi do zmanjšane odzivnosti tkiv na njegove učinke, semaglutid služi kot neke vrste spodbuda trebušni slinavki za njegovo dodatno izločanje, kar lahko bolnikom nekaj časa, sploh če ob tem dodatno uporabljajo tudi druga zdravila za sladkorno bolezen in po možnosti izvajajo oziroma se držijo načel zdravega življenjskega sloga, pomaga pri uravnavanju sicer previsokega krvnega sladkorja. Prav pa je, da izpostavimo, da semaglutid ni univerzalno zdravilo za sladkorno bolezen. Gre za učinkovine, ki spodbujajo izločanje inzulina, rečemo jim lahko sekretagogi inzulina, in so v ta namen lahko koristni le pod pogojem, da je trebušna slinavka še sposobna izločanja inzulina. Pri napredovali sladkorni bolezni tipa 2 temu običajno ni več tako. Pri sladkorni bolezni tipa 1 pa ni tako že od samega začetka, ker je nastanek te bolezni pravzaprav posledica avtoimunega uničenja celic v trebušni slinavki, ki izločajo inzulin. Zato ga je takrat potrebno nadomeščati, saj se sicer lahko razvijajo hudi zdravstveni zapleti, ki lahko ogrozijo tudi bolnikovo življenje. Kako se je ta učinkovina, semaglutid, iz zdravila za uravnavanje krvnega sladkorja prelevil v sredstvo za hujšanje? Ne bom rekla, da po nesreči, ampak skoraj da. Raziskovalci so v kliničnih preizkušanj semaglutida ugotovili, da so tisti preiskovanci, ki so ga prejemali, izgubili statistično značilno več telesne mase v primerjavi s tistimi, ki ga niso.
Temu so potem sledila preizkušanja semaglutida prav kot sredstva za hujšanje pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in prekomerno telesno maso, kjer se je spet izkazalo, da semaglutid prekaša placebo in lahko vodi v klinično pomembne, se pravi ne zgolj statistično značilne, ampak tudi klinično pomembne izgube telesne mase. Pri tem gre za posledico več učinkov, saj semaglutid po eni strani upočasni praznjenje želodca, zato bolniki dlje časa občutijo sitost in manj pojedo, po drugi strani pa se vpleta tudi v mehanizme uravnavanja lakote in sitosti v možganih. In končno sva pri možganih. Ko govorimo o lakoti, se pravzaprav lahko pogovarjamo o različnih pojmih, ki jih je dobro opredeliti. Eno je tako imenovana homeostatska lakota, potreba po hrani, ki izhaja iz energijskega primanjkljaja in praznega želodca. Lačen si ful drugačen. Drugo pa je tako imenovana hedonična lakota ali apetit. Ko iščemo in se nam toži po hrani zaradi ugodja, ki ga občutimo ob njej, ne za golo preživeti. Čeprav med tema dvema oblikama, recimo temu lakote, obstaja seveda prekrivanje, se razlikujeta glede sprožilnih dejavnikov in možganskih mehanizmov, ki uravnavajo oba procesa. Ja, drži. Sprožilci homeostatske lakote so med drugim upad krvne koncentracije glukoze, grelin, ki ga imenujemo tudi hormon lakote, ki se sprošča iz posebnih celic v sluznici želodca, in upad koncentracije leptina, hormona sitosti, recimo, ki se sprošča iz maščobnih celic in prispeva k dolgoročnemu uravnavanju hranjenja. Možganska regija, ki je pomembna za uravnavanje homeostatske lakote, je hipotalamus in v njem dve vrsti živčnih celic. Grelin se, na primer, veže na eno vrsto nevronov, kar vodi v vedenjske vzorce, povezane z iskanjem in uživanjem hrane. Razteg stene polnega želodca, upad izločanja grelina, porast krvne koncentracije glukoze in tudi sproščanje GLP-1 oziroma dodatek njegovega analoga semaglutida, pa vzdraži, posredno ali neposredno, drugo skupino nevronov, ki prekine iskanje hrane in tudi prehranjevanje. Zanimivo je, da je grelin povezan tudi z aktivacijo spominov in utrjevanjem spominov na dražljaje, ki lahko posameznika spomnijo na lakoto in spodbudijo njegovo k prehranjevanju usmerjeno vedenje. Zanimivo je tudi, da se grelin in leptin odzivata na spremembe v naših vzorcih spanja in takrat, kadar premalo spimo, na kratek rok pride hitreje do porasta grelina, ki nas spodbudi k uživanju hrane. Na daljši rok pa se zmanjša tudi izločanje leptina in prispeva tudi ta dejavnik k trajno povečanemu tveganju za povečan vnos kalorij. Izpostavljam zgolj zato, ker se na spletišču Zdrava glava sicer v ločenih rubrikah posvečamo zdravi prehrani, ustreznemu spanju in ostalim aspektom zdravega življenja, ampak v bistvu so vsi te procesi med seboj tesno povezani in je dobro, da se zavedamo, na kakšen način utegnejo vplivati en na drugega. To dogajanje v hipotalamusu je povezano tudi z izločanjem različnih hormonov iz hipofize in drugih celic, ki jim pravimo, da so del endokrinega sistema, se pravi sistema izločanja hormonov v kri, in uravnavajo presnovne procese in z njimi povezano porabo uskladiščenih zalog energije na eni strani ali pa njihovo kopičenje. Ker smo se evolucijsko gledano razvili v razmerah, ko smo se pogosto srečevali s pomanjkanjem hrane, precej bolj kot z njenim izobiljem, ne preseneča, da je pravzaprav delovanje našega telesa usmerjeno predvsem v sposobnost kopičenja zalog in čim bolj gospodarno, recimo temu, rabo energije. Seveda je pa evolucijsko nesorazmerje tega nagnjenja v našem organizmu in dejanskega stanja, v katerem danes živimo,
Ko smo, recimo, predvsem v bogatejših delih sveta, ves čas v bližini energijsko zelo bogate hrane, ta nam je vselej na dosegu rok, zato nam predhodne evolucijske pridobitve, torej sposobnost kopičenja energije, velikokrat bolj škodijo kot koristijo. Posebej zato, ker je okoli nas poleg hrane tudi obilica raznolikih dražljajev v obliki različnih reklam, ki nas spominjajo na to, da so slastni, energijsko bogati in tudi cenovno dostopni zalogaji zelo blizu. Govorili sva o uravnavanju homeostatske lakote in apetita. Jaz mislim, da je med njima zares zelo pomembna razlika, ker ko se dodobra najem solate in polnozrnatih krekerjev, tako da ne morem spraviti niti dodatnega grižljaja v usta, se mi ob pogledu na košček temne čokolade nenadoma zazdi zelo enostavno spopasti se še s tem. Kako je pravzaprav z uravnavanjem apetita? Zanimivo je, da je grelin kot sprožilec udeležen tudi pri apetitu, saj se vpleta v delovanje tako imenovanega možganskega sistema za nagrajevanje, ki prispeva k ugodju ob hranjenju. Aktivnost tega sistema je lahko posledica prijetne kombinacije okusov, zlasti sladkega, slanega in mastnega, kar je značilnost številnih vnaprej pripravljenih obrokov in močno predelanih živil, glede katerih nas ves čas bombardirajo reklame, o katerih si prej govorila. Povezana pa je seveda tudi s čustvenim stanjem in navadami. Nekateri raziskovalni izsledki recimo kažejo, da je aktivacija skupine nevronov v hipotalamusu, ki so udeleženi pri občutku sitosti in torej pri prekinitvi homeostatske lakote, pri miših povezana tudi z apetitom za sladko in lahko prispeva k prenajedanju. Če to velja tudi za ljudi, mogoče lahko lažje razumemo, zakaj se po še tako obilnem obroku skoraj vedno najde prostor tudi za posladek. Vsekakor poznam. Kaj ima z vsem tem pravzaprav opraviti semaglutid? Raziskovalni izsledki kažejo, da je povezan z upadom apetita, iz česar sklepamo, da deluje v možganskem sistemu za nagrajevanje. To podpirajo tudi raziskovalni izsledki, ki kažejo skozi niz majhnih in srednje velikih raziskav na uporabnost semaglutida pri spopadanju z odvisnostjo, recimo od alkohola ali od nikotina. Se pravi, sladkorna bolezen, debelost, odvisnost, ni da ni. Res je. Izsledki kažejo, da lahko uporaba tirzepatida, učinkovine, ki je podobna semaglutidu, ampak poleg vezave na receptorje GLP-1 deluje tudi prek receptorjev za gastrointestinalni peptid, kar podobno vpliva na telesno sestavo. Skratka, da uporaba tirzepatida lahko prispeva k boljšim izidom zdravljenja nekaterih oblik srčnega popuščanja. Obširna raziskava v Združenih državah Amerike je na osnovi podatkov iz zdravstvene baze vojnih veteranov, ki so ena izmed redkih skupin, ki je tam deležna subvencionirane zdravstvene oskrbe in zato tudi sistematičnega zbiranja z njo povezanih podatkov, čeprav je vprašanje, koliko časa to utegne še držati. Še utegne biti tako. Ampak pustimo to zaenkrat ob strani. Skratka, na osnovi podatkov iz te zdravstvene baze so preverjali vpliv semaglutida in drugih sorodnih učinkovin na tveganje za 175 različnih zdravstvenih izidov. Pri tem so več kot 215,000 preiskovancev s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so med letoma 2017 in 2023 prejemali agoniste receptorjev GLP-1, primerjali s skoraj 2 milijonoma preiskovancev, ki so v istem časovnem obdobju zaradi sladkorne bolezni tipa 2 dobivali druga zdravila. Kot pozitivno kontrolo, se pravi prvi izkaz verodostojnosti opravljenih analiz, so uporabili izgubo telesne mase, ki je, kot sva že večkrat izpostavili, značilno povezana z agonisti receptorjev GLP-1, ne pa tudi z ostalimi zdravili za sladkorno bolezen tipa 2. Kot negativno kontrolo pa so uporabili poškodbe zaradi prometnih nesreč, kar seveda nima nikakršne povezave s katerokoli izmed naštetih učinkovin. Ugotovili so, da so bili agonisti receptorjev GLP-1 povezani s statistično značilno nižjim tveganjem za množico zdravstvenih zapletov in stanj,
vključno z ledvično odpovedjo, možgansko kapjo, shizofrenijo, pljučno embolijo, odvisnostjo od opioidnih protibolečinskih zdravil, alkohola, konoplje, samomorilnostjo in še mnogimi drugimi. Po drugi strani je bilo tveganje statistično značilno višje pri teh učinkovinah za slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu in glavi, gastroezofagealno refluksno bolezen, torej zatekanje želodčne kisline nazaj v požiralnik, mišično-skeletne težave in ledvične kamne. Čeprav drži, da so vzorec sestavljali preiskovanci s sladkorno boleznijo tipa 2, kar omejuje posplošljivost izsledkov in mimogrede predstavlja omejitev tudi številnih drugih raziskav, ki so v zadnjem času na podobnih vzorcih preučevale vplive semaglutida na telesno sestavo, so rezultati vseeno precej spodbudni, ker kažejo, da lahko uporaba semaglutida in sorodnih učinkovin zmanjša tveganje za celo množico nevarnih zdravstvenih zapletov in poveča tveganje za nekaj neprijetnih, ampak bistveno manj nevarnih. Ja, nekatere raziskave, predvsem na živalskih modelih, a tudi na ljudeh, nakazujejo, da bi agonisti receptorjev GLP-1 lahko izboljšali tudi zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni možganov, recimo Alzheimerjeve bolezni ali Parkinsonove bolezni. Zakaj pravzaprav še ne zastopimo povsem? Zdi pa se, da je vsaj del razlage povezan z različnimi potmi za blaženje vnetja v osrednjem živčevju, ker vemo, da je vnetje tesno povezano s procesi nevrodegeneracije. Poleg tega pa so verjetno pomembni tudi ugodni presnovni učinki v delu živčevja, v celicah, ki jih imenujemo astrociti, in so oporne celice, ki nevronom nudijo strukturno podporo, poleg tega uravnavajo njihovo mikrookolje in jim na več načinov omogočajo normalno delovanje. Sliši se skoraj preveč dobro, da bi bilo res. Bi lahko rekli, konec dober, vse dobro? Če bi bili na koncu, bi to lahko rekli, ampak mi smo pravzaprav zdaj šele na začetku. Semaglutid se je izkazal kot klinično učinkovit pri hujšanju in po mnenju strokovnjakov tudi presega učinkovitost zgolj sprememb življenjskega sloga, ki igrajo sicer tudi v vzdrževanju zdrave telesne mase izjemno veliko vlogo. In kljub dejstvu, da ga bomo morda kmalu lahko začeli uporabljati tudi za zdravljenje drugih bolezni, je vseeno potrebno izpostaviti nekaj pomislekov. Prvi je ta, da ima kot vsako drugo zdravilo tudi semaglutid stranske oziroma neželene učinke. Mednje, kot si že prej omenila, sodijo tisti, ki izhajajo iz njegovih učinkov na prebavila, recimo slabost, bruhanje, prebavne motnje. Morebitnih dolgoročnih stranskih učinkov pa glede na to, da jih pravzaprav semaglutid in podobne učinkovine v klinični praksi uporabljamo v večjih odmerkih šele krajši čas, ne poznamo in jih bomo spoznavali v prihodnjih letih in desetletjih. Zdi se, da je posebna previdnost na mestu pri otrocih in mladostnikih, kjer so tveganja za neželene učinke na rast in razvoj lahko še toliko večja in s seboj nosijo dolgoročne posledice. Sploh, če so podvrženi vplivom oziroma pritisku za uporabo semaglutida in sorodnih učinkovin v povezavi z družbenimi omrežji in pritiski vrstnikov, ki prioritizirajo vitkost bolj kot recimo kaj drugega. Od tod vinjeta na začetku najinega pogovora, ki govori o tem, da mlado vitko dekle v lekarni želi kupiti Ozempik. Najverjetneje ne zaradi tega, ker ima babico z sladkorno boleznijo tipa 2, ampak zato, ker mnogi vplivneži v okviru raznolikih družbenih omrežij, medijskih prostorov izpostavljajo velike uspehe pri obvladovanju debelosti na račun uporabe Ozempika, ki, kot smo rekli, ni namenjen temu in je dejansko pravzaprav uporaba tega zdravila, ki je primarno namenjeno
Bolnikom s sladkorno boleznijo z ustreznimi značilnostmi za uporabo semaglutida dejansko zgrešena. Pomembno je tudi, da izguba telesne mase zaradi semaglutida in podobnih učinkovin ne pomeni izključne izgube maščevja, ampak tudi izgubo mišičja. Te učinkovine trenutno niso predvidene za doživljenjsko uporabo in če njihove uporabe ne spremljajo prilagoditve življenjskega sloga, na primer pogostejša telesna dejavnost in spremembe sicer neustreznih prehranskih vzorcev, se bolnikom po prenehanju lahko izgubljena telesna masa povrne nazaj, mišičja pa imajo še manj kot prej. To stanje strokovno imenujemo sarkopenična debelost, izraz sarkopenija izhaja iz grščine in se nanaša na izgubo mišične mase. Povezujemo ga pa z večjim tveganjem z debelostjo povezane zdravstvene zaplete in tudi s slabšimi izidi zdravljenja teh zapletov. Razvoj zdravil sicer poteka tudi v smeri kombinacije agonistov receptorjev GLP-1 z učinkovinami, ki naj bi preprečevale upad mišične mase, ampak tudi v najboljšem primeru bo minilo še nekaj let, preden bodo tovrstna zdravila odobrena za klinično uporabo. No in potem je tu še dodaten pomislek, ki izhaja iz ugotovitev o porastu prodaje velikokrat cenejših, nereguliranih kombinacij učinkovin. Ta poročila dobivamo predvsem iz Združenih držav Amerike. Govorijo pa o tem, da snovi, ki niso prestale kliničnih preizkušenj, v nasprotju z navedbami proizvajalcev ali prodajalcev, tudi niso odobrene strani Uprave za varno hrano in zdravila. Njihova sestava, podobno kot pri prehranskih dopolnilih, torej ni podvržena nadzoru in vsebnost učinkovin je lahko precej drugačna od tiste, ki je navedena. Obenem pa so lahko prisotne tudi neželene primesi, ki so lahko nevarne za zdravje in življenje. Nekritična raba semaglutida in podobnih učinkovin strani posameznikov, ki torej nimajo zdravstvenih težav, ampak zgolj estetske pomisleke, je v preteklosti, kot si že omenila na začetku, privedla do njihovega pomanjkanja in nedostopnosti za bolnike, ki jih dejansko potrebujejo. Tudi pri nas. Po drugi strani pa se nekateri, včasih celo po posvetu z zdravnikom, odločajo za tako imenovano mikrodoziranje oziroma uporabo manjših odmerkov od tistih v kliničnih smernicah. Vzgibi med drugim lahko vključujejo varčevanje, če pač gre za učinkovine oziroma formulacije učinkovin, ki jih je treba doplačati ali pa plačati v celoti, željo po zmanjševanju neželenih učinkov, ki bi lahko izhajali iz uporabe večjih odmerkov, in vzdrževanje že izgubljene telesne mase. Ker pa gre tu za odmerke, ki niso bili podvrženi standardom kliničnih preizkušenj, obstaja pomanjkanje podatkov, ki bi lahko to vrstno rabo utemeljili ali pa predvideli njene posledice. Dobro, bodi dovolj. Bili sva kar dolgi, zato je verjetno na tem mestu čisto pravi trenutek, da dava poslušalcem nekaj za spomin. Ponovno lahko izpostaviva, da bomo zelo veseli vaše družbe na različnih prireditvah v okviru prihajajočega tedna možganov. Program bo pester in splača se, da pridete zraven. Upava pa tudi, da se morda vidimo na obeležitvi slovenskega dneva možganov in turnirju družabne igre Živčkanje. Lana in jaz bova med igralci, vsaka v svojem timu, in se bova borili ena proti drugi, pa naj zmaga tisti, ki ve več o možganih in spravi drugega prej ob živce. Transkript te epizode in vse povezave do virov, na katere se sklicujeva, lahko kot vedno najdete na spletišču zdravglava.si. Najlepša hvala, da ste bili z nami in vse dobro. Se vidimo naslednjič. Podcast Več glav več ve je del Sinapsinega projekta Zdrav duh v zdravi glavi,
ki ga kot program krepitve in varovanja zdravja sofinancira Ministrstvo za zdravje. V okviru projekta promocije znanosti Možgani so zakon ga do konca leta 2024 podpira tudi Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Če nas želite podpreti tudi vi, lahko na zdravaglava.si/donacije, torej zdravaglava.si/donacije, najdete informacije o možnosti neposrednega nakazila ali o odmeri dohodnine. Najlepša hvala.